Pozdravljeni! Veste kaj, najlažje bom odgovorila tako, ker vem, koliko izmed vas ima vnuke, koliko izmed nas ima otroke in približno vsi se ukvarjamo z istimi problemi. Kako otroku pomagati, da bo lažje šel skozi, ne samo skozi hormonska nihanja, ko je na začetku pubertete ali pa ko je v puberteti, ampak kako mu pomagati pri učenju. Glejte, pred kratkim danes sem dobila vprašanje. Punčka je videti pogosto utrujena, nejevoljna, izčrpana, boli jo glava, želodec. Mogoče je preobremenjena s šolo in z obveznostmi. Ne vem, ker se ne vidimo vsak dan. Kaj priporočate? Vitamine? Kaj iz vašega programa? No, v glavnem, lejte. Dejstvo je, da danes je otrok zelo obremenjen. Na splošno otroci so obremenjeni, od njih se zahteva ogromno in potem še mi starši pritiskamo na njih in pričakujemo od njih dobre ocene. Veste, kaj se mi zadnjič zgodilo? Bila sem na kavi s prijateljico in prideva ven iz te kavarne in odzunaj sedi njen polnoletni sin in s punco, veste, tisto zaljubljeno se gledata, prva ljubezen. In njegova punca drži v roki zvezek, se uči in mama, ta moja prijateljica, komentira: in kje imaš pa ti svoj zvezek? In on jo pogleda, veste, tako nedolžno je, reče: a nisi zadovoljna, se sem včeraj dobil 2. In moja prijateljica začela pridgo dobre mame, na kar jo jaz prekinem in rečem: a veste, kako jaz delam pri naših puncah? Čisto preprosto, ne ukvarjam se več z njihovo šolo, ampak enostavno jim rečem, ne glede na oceno, ki jo prinese, rečem: a si zadovoljna? In če reče ja, rečem: super. In če reče ne, rečem: se boš drugič bolj potrudila. Kdaj sem prišla do tega zaključka, da njihova šola ni moja šola? Veste, kaj se je dogajalo? Starejša hčerka je bila stara, ne vem, mogoče kakšen 6. razred. Jaz vem, da sem imela polno dela, niti ne vem kaj, ampak vem, da sem imela en kup stvari in cel dan je hodila za mano, celo popoldne: mami, dajva narediti domače branje, mami, dajva narediti domače branje. In na koncu je bila ura 9 zvečer, ko sem končno se usedla z njo za mizo in začneva delati njeno domače branje in ona se je kregala na mene, da sem jaz kriva, da nima ona domačega branja. Takrat sem rekla: dovolj. Jaz se ne grem več tega. Čigava šola je? In takrat sem popela in se rekla: od danes naprej, zadnjič, sama sebe obljubljam, zadnjič sedim s tabo za mizo, od danes naprej je tvoja šola, tvoja odgovornost. In od takrat naprej, mogoče sem še kdaj kakšno malenkost pomagala, ampak enostavno sem se odločila, da moji otroci delajo svojo šolo. Jaz imam svojega dela čez glavo in nimam časa, veste kaj, še enkrat delati osnovno šolo, pa potem srednjo šolo, pa se ti zmeša. To je prva zadeva. Druga zadeva pa, kaj mi starši pričakujemo od naših otrok. Cene. Mogoče ste vi poslušali v mladosti, ko so vam rekli, saj jaz sem kje zasledila, so rekli: uč se, da ti ne treba delati. Uč se, da ti ne treba delati. Dejstvo je, da v življenju je treba delati, je to tako. Ampak mora biti v tistih 70-ih, 80-ih letih, da ljudje, ki so bili po pisarnah, so res imeli bolj fino delo in niso fizično delali in to ni bilo pač nobeno delo. Ampak dejstvo je, da ne gre se za to, da imaš dobre ocene, ker dobre ocene v življenju ne pomenijo nič. Ja, dobiš boljšo službo, mogoče. Ampak danes vemo, da je ogromno izobraženih ljudi, ki imajo potrdilo, da so pametni, pa nimajo služb. In na koncu koncev, kaj je danes v bistvu pomemben? Pomembno je, da otroke naučimo preživeti. Ne pa kako preživeti. Prva zadeva, da jih pustimo kdaj, da padejo. Enkrat sem govorila z eno gospo, učiteljica je pa poklical, in mi je rekla, da pač sin je imel neke težave v šoli in je rekla, da ona šteje kot osebni poraz, ker ima sin težave v šoli. Kako lahko mama jemlje za osebni poraz, če otroku ne gre v šoli? Pa ni neumen, da se razumemo. Ampak
Doma so ga zatrli z vsem tem, ker pritiskajo vsak dan na njega. Uce, 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 in bolj kot kričijo na njega, da naj se uči, bolj se umika in manj se uči. In ravno danes sva z mojo hčerko malo zanjo govorili o tem, je rekla, mislim, da se moram še malo učiti. Sem rekla, ti že veš. Saj njena šola, saj ni moja. Jaz jih nikdar ne preganjam s tem, uči se, daj pomisli, kaj imaš jutri, ali pa da bi jih ocenjevala, potem kakšno oceno domov prinese. One živejo, saj njihova šola in kar bojo one naredile s svojim življenjem, je absolutno njihova odločitev, ne moja. Ker jaz sem svojo šolo že naredila in se še vedno učim, sam da kakšnega potrdila zdaj ne dobim, da sem pametna, ampak pač šola je potrdilo, da ti dokaže, koliko si pameten. Jaz pač tega potrdila nimam, ampak delam pa najboljše v življenju, kar zmorem. Delam to, kar delam s srcem. In zdaj, če gledam mojo izobrazbo, jaz sem pa poklicu strojnica. In ko bi človek rekel, kaj pa delam, pomagam ljudem do zdravja, kako pa gre to skupaj? Ne gre. Ampak po drugi strani, ja, pristala sem na strojni šoli, zaradi tega, ker so me doma usmerjali v to, da je strojna šola pač bolj varna, zato ker bom imela službo. In želela sem si iti naprej na oblikovno šolo in nisem bila sprejeta. In potem sem šla v službo in hotela moškemu svetu dokazati, da jaz zmorem tam. Ampak potem sem prišla do zaključka, kaj jaz delam tukaj? A je to v mojem življenju? Služba. Od 6 do 2, od 7 do 3, vsak dan eno in isto, fotokopija. A je to? Mene je začel želodec boleti. In tukaj gospa sprašuje, pogosto jo boli želodec. Mene je začel želodec boleti pri 21 letih. To punčko boli pri 10 letih. Veste, kaj pomeni, da je ta otrok v kroničnem stresu? In če ne bojo starši nekaj naredili, prvo je treba podpreti tega otroka z vitamini, drugo pa nehati pritiskati na njega. In samo na tak način mu bojo pomagali. Zdaj pa kaj dati med vitaminčka otroku, da ga podpremo? Prva stvar za 10-letnega otroka, Vitasquare. Vitasquare ima noter vse vitamine, lejte, vitamin A, D3. Vitamin D3 je pa ključen. Vitamin D3 deluje na to, da v podpalubje sporoča, mir je, dobro počutje je, sonce je, to je sončna energija. Zmanjšajo se vnetja, tudi glavoboli. Utrujenost se zmanjša, ko imamo dovolj D3 vitamina. Potem naprej, A vitamin deluje na oči, pa imamo pa E vitamin na prekrvavitev, deluje na to, da več kisika pride v možganih, da v možganih ostanejo stvari, da ne grejo skozi sito. Potem C vitamin deluje tudi na nove živčne povezave in deluje na to, da iz enega živca preskoči na drugega in da pride do povezave in da tudi v možganih nekaj ostane. Potem je noter komplet B vitamini, sploh holin. Holin je ključen pri tem, da se zapolnimo stvari, na koncentracijo vpliva. Vitamin B12 deluje na obnovo možganskih celic, zato da nam, zelo po domač povem, da nam ne prebijajo možgani. Če si predstavljamo možgansko celico kot kabel, jaz nisem nek električar, vidite. Električarji, ko vidijo moje kable, se držijo za glavo, ampak jaz v svojem neredu se čisto dobro znajdem. No, v glavnem, poglejte, žica, noter je žička, okrog je pa izolacija. Dejansko glih tako so naše možganske celice. Okrog je izolacija in ta izolacija je narejena iz omega 3, zato bi tej punčki priporočala omega 3 prvo, potem ovoj je narejen iz B vitaminov in iz magnezija oziroma kalcija. Zdaj pa pogledajmo tle noter, ni kalcija, zato bi jaz, če bi bil to moj otrok, dodala še kalcij pa magnezij. To bi jaz dala mojemu otroku. Če bi imel pogoste glavobole, utrujenost, nejevoljnost in da bi bolel želoček. V glavnem, če bi bolel mojega otroka želoček, kakšen čajček je treba popiti za bolj miren želodec. Tukaj Arman bi zelo pomagal, pomaga, kaj že tale ognjič
in zlata rozga. V bistvu je treba sočno energijo prinesti v želodec in potem se stanje izboljša. Tako da pa nehati pritiskati na otroka, ker na koncu koncev dela otrok maksimalno, kar zmore in otroci so res preobremenjeni. Tako da dajmo jih podpreti, dajmo jih objeti, pa poljubčkati in ja, nič ni narobe, če jim vsak dan povemo, da jih imamo radi, pa da jih obožujemo, pa da smo ponosni na njih, zato ker so oni naši otroci, ker to je tisto gnojilo za naše otroke, da rastejo samozavestne otroke. Samo s tem, da jim dajemo podporo, lahko zrastejo odrasle, samostojne, samozavestne otroke, ne s tem, da jih kritiziramo. Tako da, dajte nekaj dobrega okrog sebe, sijte okrog sebe in boste videli, kako vam bo življenje vračalo vse dobro. Tako da, lepo se imejte.